Mikrogram je tisočinka grama, a čeprav se sliši zelo malo, lahko količina prašnih delcev, ki presega 50 mikrogramov na kubični meter zraka, škoduje našemu zdravju. Več kot toliko so jih namerili v krajih, ki so jih označili na zemljevidu. Zato Agencija za okolje opozarja, da stanovanj ne ogrevajte bolj, kot jih je potrebno in da čim več uporabljajte javni prevoz. Poglejmo, kaj so ti prašni delci. Koncentracija prašnih delcev, ki jim strokovno rečemo PM10, se ponavadi močno poveča pozimi in sicer zaradi ogrevanja gospodinjstev. Vira teh delcev pa sta tudi promet in industrija. Ko dihamo, te drobne delce ali prah sicer prečisti nos, a če vseeno zaide v dihala, lahko povzročajo različne pljučne bolezni. Tudi mlade skrbi za čist zrak. Mi ni prav lepo, ne? Ker vem, da okolje ni prav dobro za okolje. Ljudje bomo verjetno tudi malo manj živeli, ker se bo poslabšala kvaliteta življenja. In lahko razhajajo hujše bolezni. Koncentracijo prašnih delcev v zraku merijo na Agenciji Republike Slovenije za okolje in sicer s posebnim merilnikom. Kadar se na teh filtrih nabere preveč prašnih delcev, na to opozorijo prebivalce. Slovenija ima že več let težave s preveliko koncentracijo prašnih delcev v zraku. Da je kakovost zraka v naši državi slaba, nas je opozorila tudi Evropska unija in že večkrat zagrozila tudi s kaznijo. Kakšni lastniki tovarn jim je bolj vseeno, zato kakšen zrak in se jim bolj gre za dobiček. Ja, lahko bi bilo manj tovarn in manj bi kurili. Gospodinjstva bi morala zmanjšati ogrevanje, predvsem tam, kjer kurijo les v pečeh in kaminih, ter uporabljati manj tekočih in trdih goriv, na primer kurilnega olja in premoga. Ljudje ne bi smeli kuriti na prostem in uporabljati bi morali javni prevoz namesto osebnih vozil.